Lepo pozdravljeni, sem Andreja Novak in v tem videu vam bom predstavila oziroma bomo pogledali skupaj, kaj prinaša sprememba oziroma uran, ki prihaja v dvojčke, v znamenje dvojčkov, in sicer 26. aprila 2026 pa vse do leta 2033. Malo je že bil uran v dvojčkih v preteklem letu, toliko, da smo poskusili, kako je, ko se energije na hitro aktivirajo. No, v tem trenutku od 26. aprila pa do leta 2033 bomo deležni različnih vplivov, različno močno jih bomo zaznavali, ker gre za daljše obdobje, zato ta video, da bomo lažje razumeli sebe, druge in pa tudi dogajanje v svetu. Namreč uran v dvojčkih je relativno dinamičen, močen, nemiren, dolgojezičen, se pravi, da se sprožajo lahko določene problematike, ker uran v dvojčkih ne razmišlja preveč, samo butne, in kar je lahko povzročilo že v preteklosti kakšne težave in pa tudi težave lahko po mojih ocenah, kar nisem noben politični strokovnjak, niti hud astrolog glede zunanje politike ali pa držav, ampak samo moje osebno mnenje iz vidika astrologije je, da največ težav lahko ima v tem primeru, v tem obdobju Amerika, ker imajo sedmo hišo, Amerika ima sedmo hišo v dvojčkih in Donald Trump je dvojček. Vemo, da je nepredvidljiv oziroma da lahko svojo nenadno potezo spremeni situacije, ampak glede na to, da je tudi Pluton v vodnarju, kar pomeni osvobajanje ali pa bitko za javnost, bitko za bitko za svojo zavest, svojo razmišljanje, da se to že nekaj časa prebuja in se bo do leta 44, mislim, da bo do možnosti največjih transformacij prav v Ameriki, se pravi od 26. aprila 2026 pa do leta 2033. Amerika si je zadala pač eno svetovno vlogo, ki lahko da bo v tem času izgubila, če še ni. Kaj pa bo to preneslo nam, bomo videli. Glede na to, kateri horoskopski znak ste, se boste bolj ali manj zapletali v zunanje zadeve ali v notranje spremembe. Naj še to povem, da Jupiter oziroma uran v dvojčkih je bil v naslednjih letih, pa bom šla nazaj v zgodovino, in sicer to obdobje je bilo od leta 1941 do 1949, se pravi obdobje druge svetovne vojne. Z to razliko, da takrat je bil Pluton v znamenju raka, pa je potem šel v leva in nazaj v znamenje raka, kajti ti večji, počasnejši planeti nekako vplivajo na globalno človeštvo, kar pomeni, da Pluton in Uran sta takrat v času druge svetovne vojne bila eden v vodi, drug v zraku, in Pluton kot ognjen predstavnik podzemlja je brbotal na čustva, na dramatiko, tako da jaz računam, da se to v tem obdobju ne bo ponovilo, kajti ta vojna za pozornost, za praktično že poteka, tako da to dvig zavesti je v vsakem primeru potreben. No, v letu 1941 do 1949 torej je bil Pluton deloma v raku, deloma v levu. Ko je bil v levu, so se stvari malo pomirile. Ko je šel nazaj v raka, so spet eskalirale vojna na terenu. Potem je bilo leto 1858 do 1866, preglejte, pregooglajte, preoprašajte umetno inteligenco, kaj se je takrat dogajalo. Potem od leta 1774 do 1782, od leta 1690 do 1697, od leta 1607 do 1615 in od leta 1594 do leta 1532. Torej, 7-letna obdobja, 7 do 8-letna obdobja zanimivega dogajanja. Tokrat so igralci za globalni človeški zemeljski svet, se pravi Uran v dvojčkih, Pluton v vodnarju, Neptun v ovnu, kar pomeni, da se človek močno
začne povezovati, zavedati svojega vpliva, svoje svetlobe, svoje povezanosti z naravo, potem takoj, ko se zbudi iz zamegljenosti, zmede in kaosa. Torej, Uran v dvojčkih vsekakor prinaša prebojenje, kaj in katero znamenje bo najbolj, recimo, se pri tem odzvalo, bomo pogledali sedaj. Bomo začeli kar tam, kjer se bo najbolj dogajalo, in sicer pri vodnarjih. Vodnarji imajo v tem trenutku Plutona v svojem znamenju in bo ves čas Urana v dvojčkih, Pluton v vodnarju, kar pomeni, da si bosta, ker je oba sta v zračnem znamenju, to pomeni, da med njima trigonsko sodelovanje dobro podprto, ampak močno eskalira, in vodnarji bodo imeli nalogo, priložnost, plus, minus, kakor se bojo odločili, na novo se postaviti, na novo se roditi, podzavest bo močno se osvobajala, če bodo sodelovali, če boste vodnarji sodelovali, se bo to šlo na hitro, ideje, kreativnost, če ne boste navzven sodelovali v dogajanju, bo to šlo skozi nemir, nestrpnost, sikanje, slabe besede, slabi odnosi z brati, sestrami, slabi odnosi z sosedi, slabi odnosi vsepovsod, kjer boste želeli harmonijo, ampak harmonija bo prišla iz ene višjega sodelovanja, iz sodelovanja skozi humor, sproščenost, podporo, ideje ne samo tiste, ki jih hočete unovčiti, ampak ideje za druge, za sodelovanje v plus. Tako da vodnari imate nalogo v tem obdobju poštimati svoje življenje matematično, se pravi poskrbeti za materialne dobrine na praktičen način, idejno pa se nekako posvetiti tudi dobrodelnosti. To vas bo predvsem rešilo projekti, ki so za splošno dobro, projekti, ki niso vezani izključno na vaše osebno življenje. Zelo močno vlogo bo to igralo v vašem življenju, se pravi v naslednjih letih do leta 33, koliko boste pripravljeni postaviti v bistvu sebe na drugo mesto, kako močno boste pripravljeni materializirati stvari zase in za druge in pri tem pozabili nekako na lasten ponos oziroma na egoizem. Tako to gre. Pestro obdobje bo, vodnari, če ste do sedaj spali po 26. aprilu, nikakor ne boste več. To ne pomeni, da ponočno ste spali, ampak da ni več čas za zaspanost, ampak da se prebudite in da ustvarjate, soustvarjate svet, kajti to je zdaj vaša sezona. Ribe boste imele v tem obdobju dosti v redu vlogo. Ribe boste v tem obdobju imele možnost prosperirati navzven, ljudje vas bodo videli, opazili, ne boste imele kakšne hude vloge pri sodelovanju bilo čem, kajti ideja bo oziroma nekako vas bodo energije podprle z Neptunom v Ovnu, da se boste zelo močno usmerili na svoje življenje in preko tega dosegali uspeh, oziroma že s tem, da se boste pojavljali v vsakdanjem življenju, kjerkoli boste namagneteni, ljudje vam bodo sledili in na vas bo, da ustvarite svoje temelje, svoje korenine, svoje materialno obilje, da poskrbite za vse, kar vam je pri srcu in da sodelujete predvsem z energijami. Energijami narave, energijami duše, zlate dobe. Zlata doba, veste, je zame in za recimo s tistimi, ki sodelujemo na naših delavnicah, je predvsem potencial človeštva in zemlje, ki ga imamo lahko v tem življenju. To ni nekaj abstraktnega, ampak to je tisto, kar čutiš, da lahko narediš v optimalnih pogojih in potem nekako nehaš čakati optimalne pogoje, se spraviš v dobre energije, v dobro podporo
podporo in čutiš svetlobo, ki te vodi, ne glede na to, da si osmešen, ne glede na to, da te ljudje šikanirajo, ne glede na to, da se te malo bojijo, ker si pa čudak ali pa preveč direkten. V glavnem vse, kar si, ne glede na razmere, in potem se slej ko prej zgodi en efekt, en smisel in se začne prizemljevati ta svetlobna pot. No, to bo vaša naloga ribe, da jo v tem času prizemljite, aktivirate, se s tem povežete. Imele boste veliko vpliv navzven, zato je dobro, da razmišljate, s kakšno obliko oziroma kaj kažete svetu. Ali ste namrgodene, zaspane, zjamrane, ali ste nekako v svoji najboljši koži in poskušate svetu pokazati, kako se da živeti v sodelovanju z naravo in sodelovanju s svojo dušo. Ovni boste v tem obdobju izjemno uspešni lahko, hkrati pa fokusirani na svoje materialno stanje, namreč ovni boste imeli v tem času Neptuna v svojih energijah, se pravi v vašem znamenju, kar pomeni, da vam bo narava največji učitelj in zdravitelj, da vas bo narava podpirala, da prizemljite materialne dobrine, ki si jih želite. Ob tem bo pa Kiron še kar nekaj časa, oziroma vsaj na začetku, v vašem znamenju, kar pomeni, da boste na začetku, se pravi od aprila v prvi fazi, morali sprostiti svoje frustracije, svoje nekomunikacijo, svojo voljo in se usmeriti v jasne cilje z jasnimi besedami. V glavnem, narediti se boste morali ovni. Ovni boste morali v času Urana v dvojčkih se postaviti na jasna, stabilna tla in ne čakati, da drugi opazijo, kaj si želite. Ne igrajte več primadone, ne umikajte se, ne bodite užaljeni, ampak realno in hitro izrazite svoje čustva, želje, namere in s tem boste prišli do ogromne podpore. Mars bo seveda se pomikal normalno po znamenjih, tako da boste vmes čutili ogromno sprememb, ki vam bodo na voljo, če boste sodelovali z naravo. Ne pozabite ovni na naravo. Biki boste po dolgem času od 26. aprila naprej začutili, kako je, če si miren. Biki ste imeli 7 let Urana v svojem znamenju, kar je definitivno naporno. Uran prinaša namreč elektriko, energijo, nespečnost, nervozo, nestrpnost in v znamenju Bika je to šlo čisto v zemljo, kar pomeni, da se je ves čas nekaj dogajalo. Ni bilo miru, niste mogli postaviti ciljev in se potem na njih recimo ali gnezditi ali jih občudovati, ker se je ves čas nekaj dogajalo. Torej, biki si boste spočili, lahko pa, da boste ugotovili, da vam sedaj manjka adrenalina, da vam manjka želje po spremembi, da nekako ste se navadili na te spremembe in lahko, da v začetku po 26. aprilu najprej bo še malo fajn, potem pa lahko zapadete v lenobo, v depresijo, v smiljenje samemu sebi, v gledanju, kdo je kriv, da se vam nič ne da. In to je lahko malo patetično stanje, ko slej ko prej boste morali videti, da nima smisla. Na srečo je potem maj vaš mesec, pa vas bodo drugi planeti še malo spodbujali, ampak dolgoročno do leta 33 boste biki morali najti drug način življenja, umiren, harmoničen, ne več vse ad hoc, na hitro, ampak počasi, umirjeno, sistematično, kar vam bo dolgoročno seveda koristilo, ampak kratkoročno se pa ne boste v tem najbolj znašli. Tudi ne boste imeli več takšne veljave med prijatelji, to bo bike malo zmučilo. Do zdaj ste imeli 7 let kar precejšno veljavo med prijatelji, znanci, v javnosti. Koliko ste to izkoristili ali ne, je druga stvar, ampak šteli ste, videni ste bili.
No in zdaj tega ne bo več, kajti Uran gre v dvojčke in to moč, ki ste jo vi žarevali v tem obdobju zadnjih 7 let, se premakne na energijo dvojčkov. Torej, biki, sproščajte se, pišite si načrte, dolgoročni načrti so smiselni, kratkoročni pa naj bodo bolj natančni. Recimo 7-letne smernice so za vse horoskopske znake smiselne v tem obdobju. Še potem, ko boste to slišali, si boste lahko malo regulirali svoje cilje, želje in pa poti. No, biki, potrebujete eno takšno smernico za umiritev, za relaksacijo, za transformacijo fizičnega telesa in da posanirate vse, kar vas je zaradi živčnosti v preteklosti ste se izmučili. Potem pa korak naprej v smislu jasnih ciljev, umirjenosti in dolgoročnih načrtov ter ne pričakujte čudežev. Na svojem ste sedaj, Urana ni več, nenadne spremembe ne bodo več prisotne toliko v vašem življenju. Dvojčki, imate naslednjih 7 let ringelšpil, polno dogajanja, polno vsega, ampak na vas je, kaj boste iz tega naredili. Namreč težava vas dvojčkov je, da si prehitro premislite, kar pomeni, da lahko z Uranom v dvojčkih ste lahko tik pred oltarjem, pa si premislite, pa greste stran, se pravi iz že definiranih stvari, vi lahko na hitro si premislite, podvomite in Uran vas ne bo podpiral samo plus, ampak v vse smeri. A veste, elektrika in energija, ki pride, podpre vse, kar je v vas. Torej, dvojčki boste imeli občutek prebujenosti, budnosti, izogibajte se kakršnemu koli alkoholu, bilo kakšnim substancam, poživilom. Dvojčki v tem času od 26. aprila 2026 pa do leta 2033 ne boste rabili poživil. To vam bo, v bistvu Uran bo prinašal toliko idej, kreativnosti in nemira, da je meditacija edina rešitev zares. Tako da dobrodošli na Zmenek z dušo, da se naučite menedžirati energijo, ki bo prišla k vam in pa, da se naučite odločati se na podlagi miru, stabilnosti. To se bo potrebno naučiti, kajti Pluton v vodnarju vpliva tudi na vas, posredno s trigonom, se pravi 120 stopinj, kar je lepa podpora, ampak močna. In ko bo Uran v vašem znamenju, bo to dvojna moč, vse podzavestni strahovi, frustracije bodo padli ven, tako da dvojčki sedaj na vas, da se osvobodite vsega, kar je nalepljenega na vas, vsega, kar ste sabo prinesli kot bremena, ki jih morate pogledati, da se spremenijo v karmična darila in take stvari. Vabljeni na Zmenek z dušo, začetni prvi tečaj je samo maja, od 12. in 18. maja letos, leta 26. Vsako leto, upam, maja bo na voljo, ampak ne čakajte, kajti nikoli se ne ve, kaj se še kaj spremeni. Tako da to je znanje, ki bi ga potrebovali za vse to, kar morate narediti. Ne silim seveda, ampak priporočam pa, kajti s tem vi prevzamete svoje energije v svojo zavest in se boste veliko lažje in pozdravili, umirili, odklopili se od negativnih vplivov ter se priklopili na en svoj vir, ki vas bo peljal potem v pravo smer. Raki, imate v tem obdobju Urana v dvojčkih veliko podporo za okrepitev zdravja, sreče. Do 30. malo časa še Jupiter v vašem znamenju, ampak Raki, imate priložnost, da uredite odnose, službo in zdravje, kar se mi zdi idealno, kajti tokrat ne boste v prvi fronti, Uran in Pluton sta v zračnem znamenju, kar je vam v bistvu ni tako blizu, vaša voda, in karkoli imate v svoji astrološki karti zračnega, bo sicer podprto s tem, ampak osnovna sonce v znamenju Raka, po čemer
čemer se horoskop določa, bo mirno, sproščeno, sodelujoče in če se ne boste pretirano odzivali na pritiske zračnih znamenj ali pa da nimate veliko teh ljudi okoli sebe, potem boste v harmoniji. Če pa imate raki ob sebi veliko vodnarjev, dvojčkov ali tehnic, se lahko zgodi, da boste želeli jim ugoditi in boste kopali in iskali sebe. Tako da najdite si dobro družbo, da boste v miru oziroma v takšnih vodah, kot si jih vi želite. Uredite zdravje, službo in pa odnosi se bodo uredili posredno, ko boste vi zadovoljni s sabo oziroma ponosni nase. Raki, vaša naloga je, da postanete ponosni nase. Ne na iluzijo o tem, kdo ste, ampak na dejanske rezultate. In to je možno v tem času od aprila 26, konca aprila do leta 33, čisto možno. Levi, boste usmerjeni tudi bolj v odnose, zelo vam bo pomembno, da ste praktični, da so odnosi praktični, da vas ljudje podpirajo, izogibali se boste vsem tistim, ki vam povzročajo nemir, slabo voljo, pretirano obremenjevanje, tako da to boste imeli naravni instinkt, kako se izogniti določenim momentom ali pa ljudem, ki vas potegnejo potem v svojo dramsko igro. Pri tem boste uspešni, saj boste zelo usmerjeni na dejanske rezultate. Ne boste se pustili čustveno motiti, ne boste se pustili premamiti z lepimi besedami, ampak boste videli samo rezultate. Kdor ima rezultate, tisti vas bo fasciniral, ostalo boste pustili, z bližnjimi boste imeli lep dialog, ne boste pa tudi do bližnjih preveč strpni, do njihovih kakršnihkoli ekscesov, še posebej, če so to zračna ali pa zemeljska znamenja. Tako da imeli boste kar precej ene distance do vseh, ki bi vam povzročali probleme, kar ni tako slabo, kajti veliko je ljudi in lahko se družite s takšnimi, ki vas v bistvu podprejo po naravni poti. Device, boste v tem času zelo sproščene, usmerjene v razvoj, zelo jasne v komunikaciji, ampak v sebi še boste vedno premlevali nekako in odnose in kar ste se od koga naučili. Zelo veliko boste sodelovali z ljudmi iz preteklosti, kar vas bo presenetilo, ne glede na to, da ste se odločili za novo pot, za nove stvari, se celo preselili, ločili, zamenjali, ne vem kaj v zadnjih 7 letih, boste device v tem obdobju Urana v dvojčkih imele priložnost ogromno materialnih stvari urediti, se na novo postaviti, ampak ne čisto rešiti ljudi iz preteklosti, kajti prihajali bodo se nekako z vami povezovali na drugačen način, tako da boste ves čas malo obremenjene, če ste jim delali krivico, če ste nekako prehitro se odločili ali za ločitev, ali za spremembo službe, ali za selitev, karkoli. V glavnem, notranja mletje bo vezano na odnose. Najhitrejš boste to razrešili, če boste jasne v komunikaciji, kar vas bo tudi to obdobje podpiralo. Se pravi, jasno komuniciranje, jasni cilji. Uran v dvojčkih je namreč v kvadratu močni povezavi z vami, kar pomeni, da vam bo dal ideje in tudi pogum ali pa norost, da vse poveste, kar bo za vas seveda odlično. Tehnice, boste v tem času iskali svoj notranji balans. To bo obdobje, ko boste aktivne,
navidezno vse bo v redu, zelo boste usmerjene v to, da so ljudje z vami zadovoljni, da ste vi zadovoljni z bližnjimi, nekako šlo bo tako sproščeno. Ampak v enem momentu se boste odmaknile in imele v tem obdobju več časa zase, zlepa ali zgrda, tako da poskrbite, da načrtujete za naslednjih 7 let, dan v tednu, vikend v mesecu, mesec v letu, ne vem, kako se boste organizirali, ampak naredite si eno kvoto prostega časa, ki bo potrebna za rehabilitacijo, za občutek sreče, za občutek stika s sabo. To bo v času Urana v dvojčkih in Plutona v vodnarju za vas izjemno pomembno, kajti vi ste samo posredno vpleteni v to dogajanje in moč ali pa ideje in to bodo prehajale skozi vas, ampak ne boste glavni igralci zares v tem. Tako da, če imate ob sebi vodnarje, dvojčke ali tudi druga znamenja, boste tehnice tiste, ki balansirate vse skupaj, ne boste imeli niti potrebe, niti želje vstopiti v ospredje ali kako drugače se izpostaviti, ampak kontra. Želele boste iz ozadja sprostiti, kar je bremen, vedele boste, kje so problemi drugih, ampak jih ne boste se tokrat lotile reševati, temveč boste odstranile vse ovire ali vse tisto, kar lahko pomagate drugim, ter pustile, da sami pridejo do svojih rezultatov, kar bo nadvse zdravilno in prebojno v vašem življenju. Tako da tehnice boste usmerjene predvsem v ravnovesje med domom in družino in delom ali med sabo in ostalimi, tako da skozi ves čas boste iskali en balans, ki bo na temo vašega ravnovesja, idej, harmonije in končno boste začeli ustvarjati tisto, kar najbolj čakate oziroma si najbolj želite. Tako da relativno dobro obdobje z nemirom v okolici, ampak to ste nekako že navajene, čas je, da je mir v vas in vse ostalo gre naprej. Škorpijoni, imate v času Pluton je vaše znamenje v vodnarju, ko pride Uran v dvojčke, boste škorpijoni nadvse nemirni. 7 let je lahko zelo produktivnih ali nestrpnih, pazite na svoje zdravje, na filozofijo življenja, lahko da se boste preselili zelo kmalu, če se še niste, ali pa začeli en tak daljši študij, ali se začeli bolj posvečati eni filozofiji, meditaciji, enemu novemu načinu življenja. To je za škorpijone zelo pomembno, kajti čutite, da vas nekaj ovira oziroma čutili boste pritiske, predvsem na in pazite, da ne padete v svoje globine nemirnega uma, kajti lahko, da bi imeli privide, prisluhe, neke takšne stranske učinke teh močnih planetov, ki se potem pritiskajo na vas. Lahko, da boste iz podzavesti začeli čutiti, kaj je potrebno urediti in če imate kakršnekoli dolgove za nazaj, vas bodo ti vse bolj preganjali. Tako da skomunicirajte, kar je potrebno, uredite materialne dobrine in ne računajte, da boste na star način karkoli naredili, kajti ne bo šlo. Škorpijoni, imate najbolj prebojno vlogo, ki ne bo tako vidna navzven, kot recimo za dvojčke in za vodnarje, ampak bo vidna predvsem pri vas, pri sebi, svojem počutju, tako da čim prej začnite delati na psihični svoji svobodi. Preglejte moje videe, predvsem tista marčevska tema, tista bi vam znala zelo koristiti, tema meseca marca, mislim, da je imunski sistem, sprejemanje in dajanje. Tako da to bo za vas koristno. Strelci, imate v tem obdobju od 26. aprila 2026 pa do leta 2033
podporo, da sledite svoji usodi po svoje. Imeli boste moč, željo, veselje kontrirati, nič vam ne bo hudega, ne boste se bali ničesar, želeli boste sicer, da so vsi v redu, vaši domači, sodelavci in to, ampak naučili se boste, da jim ne morete vi nič spremeniti in jih boste nekako ljubeče pustili v njihovih dramah, kolikor jih imajo, ter sledili svoji usodi na tako malo bolj svoboden način, malo bolj uporniško in pri tem boste zelo uspešni. Lahko si naredite novo kariero, nove priložnosti bodo, odlična sodelovanja bodo z vsem možnim, kajti Uran je zares v vaši opoziciji in se boste mogli dokazati z hitrimi odzivi ali pa z stabilnostjo, ki jo boste imeli takrat, ko bodo vsi ostali živčni. Tako da notranji mir je za vas pomemben, predvsem predel popka. Tudi to je za vas smiselno, da pregledate v marčevski temi meseca v letu 26, ter da nekako čutite stabilnost ob tem, da ne glede na to, da ne veste, kam vas življenje pelje, vam je to veselje, kajti moč boste imeli živeti po svoje. In to je redkost v tem času, oziroma to je kvaliteta, lastnost, ki vas bo iz vseh problemov najhitreje vam potegnila. Domači bodo mogoče malo razočarani nad vami in vam dali tudi to vedeti, da bolj aktivno ne sodelujete v vsem, kar se dogaja z njimi, ampak vi boste čutili, da je čas, da pustite, da sodelujejo čisto po svoje in da ste jim zgled, da naredite dobro življenje zase in posledično tudi za njih. Moč boste imeli in pa ideje tudi, tako da kreativnost bo tista, ki vas bo vodila, načrtovanje in smisel bo pa v vaših rokah. Kozorogi boste mogoče v tem obdobju najbolj pozabljeni, najbolj ne pozabljeni, ampak v miru, bi človek rekel. Imeli boste stike z prijatelji, znanci, ukvarjali se boste večinoma s svojim življenjem in se čudili norosti okolice. Prav vidno bo, da v teh 7 letih bo Saturn šel vaš vladar iz znamenja Ovna v znamenje Bika, potem prišel še v znamenje Dvojčkov in pa malo še v znamenje Raka, se pravi, da boste v zadnjih 3 letih šele začeli čutiti ta vpliv Urana v Dvojčkih, ko bo Saturn vaš vladar prišel v to znamenje, o tem v drugih horoskopskih videih. Tokrat samo toliko, da veste, da prve 4 leta boste imeli ogromno podpore, se pravi do leta 2030 boste imeli popolno podporo, da uredite svoje osebno življenje, svoje materialne dobrine, sebe podprete, okolico, dom, družino, karkoli na tak miren, stabilen, sistematičen način. Tako da do leta 2030 boste prosperirali, zelo se regenerirali, uredili materialne dobrine, prenovili hišo, karkoli imate načrte in potem od leta 30 naprej do 33 pa boste začeli nekako se bolj odpirati svetu, videti več, tudi nemirni boste in želeli nekako vplivati na svojo okolico širše in pri tem boste tudi uspešni, sistematični. Tako da to je to, kar vam prinaša generalno Uran v Dvojčkih, vezano je seveda na vašo natalno karto, to je rojstna karta, tako da če se malo spoznate na astrologijo, potem pogledate, katero hišo imate v znamenju Dvojčkov, tam čez bo tranzitiral Uran in pa kje imate Vodnarjevo hišo, tam bo Pluton, tam je že Pluton, ki bo podpiral osvobajanje poglobljenih notranjih skritih moči. Torej, pestro bo za ene bolj kot za druge. Želim vam obilo sreče. Uran je tudi čarovnik Merlin, se pravi nenadni prebliski, videnje v prihodnost, nenadne čudežne ozdravitve, vse to bo vezano na vašo odprtost za sledenje svetlobni zavesti, ki jo človeštvo razvija, oziroma v zlati dobi 5. dimenziji je že to razvito. Čarovnik Merlin, Uran,
to lahko dostopa v vsakem trenutku. Če ste uranovski človek, tako je recimo bil Nikola Tesla, David Bowie, v našem svetu je to Josip Lisec. Če ste uranovski človek, bo potem za vas to obdobje kreativnih prebliskov in genialnih idej. Hvala za pozornost, komentirajte, kaj ste po horoskopu, napišite mi v komentar, kje imate Vodnarjevo in pa Dvojčkovo hišo, pa kaj pokomentiramo kar na licu mesta tule na YouTubu. Hvala in srečno!